Gledam, če so mi fantje pustili še dosti parfuma, da bo lepo dišali tukaj noter, ker se danes pač nisem imel cajta stoširati. Sem celo noč pisal tekst za tale avto. Okay. Mercedes-Benzovega S-a se ne moč lotiti kot že tretje različice malega A na testu. To je avto, ki predstavlja srce znamke in avto, ki si ga vse ostale znamke postavijo za zgled. Dobra novica, še vedno je najboljši med najboljšimi, čeprav mu vsi zdaj že zelo tesno dihajo za ovratnik. Čeprav mi črni avti niso preveč všeč, si tega ne predstavljam v drugi barvi. Enostavno mu paše, kaj ne rečem. Toliko elegance izžareva malo avtomobilov. Zdaj pa je z manjšimi popravki in predvsem bolj izrazitimi lučmi s temi trojnimi ledicami še malo bolj markanten. Vse znamke se zdaj trudijo z nekimi športnimi paketi tudi pri prestižnih limuzinah in spet se zdi, da zna to Mercedes-Benz najbolj elegantno zapakirati, ker tale je tudi AMG line. Najtežje se tašnega testa pravilno lotiti. Kje ne sedim? Spredi ali zadaj? Si predstavljam, da imam toliko dela, da nimam časa voziti, da nimam časa iskati parkirišč in podobnih neumnosti, ampak zakaj bi se Nemci potem toliko potrudili in naredili enega najboljših avtomobilov na svetu tudi za voznika? Vam pokažem. Res ga je užitek voziti. Sicer so to druge sorte užitki, ne tisti, ko komaj čakaš naslednji ovinek na cesti, ampak enostavno sprostitev za volanom, pa če to kratka ali dolga pot. Novi S naj bi bil sposoben najbolj avtonomne vožnje med vsemi avtomobili in kot takšen velja za testni zajček, ker bodo tehnologijo potem dobili še ostali manjši Mercedesi. Torej sam zna prilagajati hitrost, zavijati, kar sicer ni nič novega, če ne bi tudi sam zaviral pred krožišči in ovinki. Ja, podatke ima v navigaciji in bere znake, priznam pa, da mene takšna vožnja večinoma živcira, ker potem ves čas nestrpno čakam, kje bo naredil napako ali kaj bi jaz naredil bolje. Itak že v osnovi vedno preveč zavira, jaz bi predvsem manj in kasneje, problem pa so predvsem prehitri in nepredvidljivi vozniki, ki nesramno zapeljajo pred vas, potem pa se začne zaviranje z zobmi v šipi. Veliko besed o notranjosti ne bom izgubljal. Kot vidite, je zelo lepo, materiali so izbrani, mehki, kvalitetni na otip, malo je plastike in barvne kombinacije so premišljene. In tale volan je fantastičen, tako za pogled, kot za držati. Sedi se itak vrhunsko in če je koga, ki ima malo ožje ramena strah, da bo plaval na teh širokih foteljih, ni panike. V ovinkih se napihuje tale bočna opora in tudi mala telesca drži na pravem mestu v sedežu. Ker pač moram se usedel tudi zadnji in ja, hudo je, ogromna prostora, udoben sedež, fino nastavljivo vse. Ampak to je to, mene res bolj zanima volan. Če bi imel res veliko denarja, bi se verjetno najel šoferja samo zato, da bi ga potem jaz vozil okrog. S ne skriva svoje velikosti, niti mase. Se kar lepo čuti, za kako velik avto gre, kar pa še ne pomeni, da ne more biti hiter. Sicer je servo malo premehak za dober občutek in karoserija se kar lepo nagiba, če pretiravate v ovinkih, ampak če bi bilo karkoli drugače, ne bi bil zadovoljen. Blaženje deluje tako lepo, da se mi potem zdijo vsi ostali, res da tudi 10-krat cenejši avtomobili potem kot drvarnice. Ves čas neki trese in ropota, tukaj pa samo lepo in skoraj v tišini jadra po cesti, tudi če je ta slaba. Še en biser je motor, pazite to, zdaj je dizelski 6-valjnik v vrsti. Razvili so čisto nov motor, da bi bil še tišji in še bolj miren in seveda uspelo jim je. Redko me navdušijo dizli, no, ta me je. 3 litre ima in 250 kW, kar je 340 konjev. Sploh pa kar 700 Nm navora od že 1200 vrtljajev. Slišali ga boste samo ob ožigu in pospeševanju, sicer pa je krasno tih in zmogljiv, tudi pospešek tega S-a je samo 5,2 sekunde do 100, poraba pa od 6 do 9 litrov. Odlično se dopolnjujeta z 9-stopenjskim menjalnikom in če bi moral priporočiti kakšno kombinacijo, pa ostali še niti vozil nisem, bi bil verjetno tale S400D kar ta prava izbira. Cena poznavalcev ne bo presenetila. Tale stane preko 170 000 evrov, samo dodatne opreme za 55 000 evrov, ampak kdor ima bo dal, ve zakaj. Tudi jaz vem zakaj. Tale zvezda je še vedno sinonim za perfekcijo in razred S še vedno zasluženo vodi razred velikih limuzin.